Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz studia televizije AS, kjer danes gostimo Polonco Đerek, umetniška vodja programska oziroma programov na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Ker smo že nekako zakorakali v poletne mesece, čeprav vreme še tega ne kaže, pa ste tudi na tiskovni konferenci nedavno tega predstavili Poletje v mestu. To je sklop številnih dogodkov, festivalov in letos sila bogato ponovno z bogatimi vsebinami, pravzaprav za vsakogar nekaj. Sem sodijo seveda Soboški dnevi, pa Soboško poletje, pa Skrito dvorišče 2023. Nekaj boste tudi Polonca povedali še o Sočni vilici, ki je malce bila predstavljena v letošnjem letu, ampak pravzaprav veliko tega se bo dogajalo v mestu, ne samo za občanke in občane, ampak tudi za številne tiste, ki bomo prišli v mesto od drugod in si ogledali te čudovitne dogodke. Seveda, dogodki za vse, tako za občane Mestne občine Murska Sobota, kakor tudi za zunanje obiskovalce, vsi prav lepo vabljeni. In kot ste že povedali, gre za sklop poletnih dogodkov, vse skupaj pa se pričenja s festivalom Soboški dnevi prihodnji teden. Tudi letošnji festivalski program ponuja, kot ste tudi povedali, za vsakogar nekaj, predvsem pa priložnost, da mesto spet napolnimo z dobro energijo, s koncerti, s predstavami z različne generacije in pa tudi s folkloro sveta. Festival se bo letos odvijal na večjih prizoriščih, na Slovenski ulici, na priljubljenem prizorišču v Mestnem parku, na Grajskem dvorišču, na Grajski ploščadi in pa v Evangeličanski cerkvi. Program sestavljajo tudi letos koncerti, tako koncerti modernejše, pop, rock, a cappella glasbe, kakor tudi koncerti klasične glasbe, predstave za otroke, predstave za družine, dva stand-upa in pa, kot sem rekla, folklora iz celega sveta, kajti tradicionalno sodelujemo tudi s festivalom Folkart. Vse skupaj se bo pričelo v torek 20. junija na Slovenski ulici, ko bo ob 21. uri zazvenela operna noč. Tudi letos nam zbor, solisti, orkester SNG Maribora pod taktirko dirigenta Simona Krečiča pripravljajo številna presenečenja. Organizatorji pa smo izjemno veseli, da je RTV Slovenija prav operno noč v Murski Soboti izbral tudi za lokacijo prenosa in pa priprave posnetka, ki si ga bomo lahko pogledali potem prihodnji konec tedna na televiziji Slovenija. No, naslednji dan, v sredo 21. junija, pa bo na istem prizorišču, torej na Slovenski ulici v Murski Soboti, slovesnost ob dnevu državnosti. Nastopili bodo učenke in učenci Glasbene šole Murska Sobota, slavnostni govornik pa bo župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel. Potem, to je tradicionalni dve prizorišči, oziroma eno prizorišče na Slovenski ulici, medtem ko ste omenili tudi druga prizorišča Polonca, vračate se praktično v Mestni park, kar v tem času, vemo, pandemije, epidemije, kako bova rekla, ni bilo prizorišče, vračate se in tudi otroške predstave ne bodo več na Trgu kulture, če se ne motim, ampak jih tudi bolj v senco selite, kar se tiče naših najmlajših otrok. Tako, kot pravite, na prizorišče v preteklih 2 letih je vplivala epidemija koronavirusa, pa kar se pa tiče otroških predstav, pa potem seveda tudi visoke temperature poleti, o tem mogoče malo kasneje, ko se bova ustavila pri Soboškem poletju. Zdaj pa se pravi Mestni park, to priljubljeno prizorišče, tako pri glasbenikih, kakor tudi pri obiskovalcih, in tja se selimo v petek 23. junija. Tam bo postavljen glavni oder, pa če mi na kratko dovolite, bi predstavila program, ki se bo zvrstil na tem odru. V petek 23. junija sicer večer pričnemo najprej s predstavo za otroke, vsi tako drugačni. Gre za predstavo, plesno igrano predstavo, ki pa govori o nenavadnih, vseeno zelo pristnih prijateljstvih. No, potem se pričenja glasbeno dogajanje, najprej odprti oder. Kot verjetno veste, v gledališču Park smo tudi letos pripravili odprti oder za vse mlade glasbene talente, ki so se odzvali našemu povabilu, in tisti, ki so prepričali komisijo, so letos dobili priložnost,
da se predstavijo širši publiki na festivalu Soboški dnevi. Prvi večer, v petek, torej bodo nastopili mlada reperja Air King in Boki, potem pevki Neli Lalović in Jaša Pulič-Šontala in pa mlada zasedba Friške. Ob 21. uri sledi koncert Nipkeja, Boštjana Nipiča, avtorja uspešnic, kot so Noben me ne razume, pa Bejba z neta, Popoln life, zagotovo zelo priljubljen med mladimi, ima pa marsikaj zapovedati tudi starejši publiki. Sledi koncert Magnifica, priljubljenega, uspešnega glasbenika, ki se ni ustavil že od leta 1993, za njim pa so številni koncerti, že več kot 1000 doma in pa po celem svetu. Ko Magnifico zaključi, priložnost dobijo istrski trubači, bi lahko rekli. V bistvu gre za eno divjo trobilsko skupino, Primorce, ki bodo občinstvo zabavali in jih potem še pripravili za zaključni koncert, ki se bo sicer zgodil na Grajskem dvorišču. Nastopil pa bo Damir Urban, umetnik, glasbenik, tudi slikar, igralec, ki prihaja iz Reke, prejemnik številnih strokovnih nagrad. Samo v lanskem letu je prejel hrvaške glasbene nagrade Porin za najboljši album leta, za izvajalca leta, za pesem leta, tudi za izvedbo in številne druge nominacije. No, potem sobota, 24. junij, dogajanje se prične že zjutraj ob 8. uri v mestnem središču na parkirišču pred Novo Ljubljansko banko, kjer se bo odvila tradicionalna razstava starodobnih vozil in tehnike. Pripravljajo Motoklub Veterani Murska Sobota. Zvečer pa spet dogajanje pričenjamo s predstavo za družine, tokrat Zabavni posli. Nastopil bo večkrat nagrajeni klovn svetovnega slovesa Fraser Hooper, prihaja pa iz Nove Zelandije. In potem spet glasbeni program, drugi del odprtega odra. Ta večer bodo nastopili Nela Copot in Rene Zorman in pa mlada zasedba Spicy, zagotovo glasbeniki, ki jih je vredno slišati. No, ob 21. uri nastopi hrvaška pop-rock skupina Leteći odred, za njimi pa oder zasedajo SARS, trenutno najbolj vroča srbska zasedba, se pravi v Srbiji, izjemno priljubljena, prav tako pa tudi pri nas v Sloveniji. Večer zaključujemo spet na Grajskem dvorišču, Leopold I, ki prihaja iz Gornje Radgone, spremljali pa ga bodo drugi prekaljeni glasbeniki z izjemnim občutkom za hip-hop. Še tretji dan tega dogajanja v mestnem parku na glavnem odru. Spet pričenjamo s predstavo za družine Ravnovesje. To je taka cirkuška predstava, ki bo ravnotežje in pa sposobnost njegove ohranitve otrokom približala na igriv in pa ustvarjalen način. Glasbeno dogajanje Perpetuum Jazzile, ki smo jih na letošnji festival Soboški dnevi povabili ob posebni priložnosti, namreč letos obeležujejo 40. obletnico svojega delovanja, za njimi pa oder zasedajo Vlado Kreslin in Mali bogovi, tokrat pa ne bodo sami, pridružile se jim bodo Beletinke, mlade glasbenice, pevke, ki bodo celoten nastop seveda tudi še obogatile. Spet zaključujemo na Grajskem dvorišču, novomeška zasedba Murphy, ki je letos pobrala 3 najpomembnejše glasbene nagrade v Sloveniji. 3 zlate piščali so prejeli, in sicer za izvajalca leta, za album leta in pa za skladbo leta. Polonca, že pri tem Soboških dnevih, ne? To so imena, sam že ne vem, kaj bi zbiral, kaj bi šel poslušati cele večere tukaj biti v Murski Soboti, tudi ne bo šlo, ne? Ampak to so vrhunska imena, svetovna imena. Praktično morda Ljubljana z Kongresnim trgom se lahko primerja po kvaliteti, govorimo o kvaliteti, ne o številčnosti, z takimi imeni. To je delo celega leta, da malce izklopima, same tu ni takole, pojutrišnjen ali pa za naslednji mesec pa boste prišli. Kako pravzaprav vam to uspe ujeti, bom rekel, pa verjetno mi ne bodo zamerili, velike ribe
Kot sami pravite, se pravi, to je delo nekega daljšega obdobja, neke večje skupine, se pravi, spremljamo tudi popularnost, ne? Tako, priljubljenost pri poslušalcih, potem, kot ste lahko slišali, se pravi, nekaj takih nagrajenih imen, to so glasbeniki, ki za svoje delo so že prejeli številne te strokovne glasbene nagrade. Tako da trudimo se pa torej zajeti čim večji del publike, se pravi, da na svoj račun pridejo ljubitelji različnih žanrov. Ne nazadnje mednarodna zasedba, bogata, vrhunska. Takole bo potekali seveda Soboški dnevi, ne? Se selimo že k Soboškemu poletju lahko ali pa je treba še tu kaj dodati? Ja, prej bi rada dodala samo še to, da potem dogajanju na glavnem odru v mestnem parku sledi še dogajanje na manjših prizoriščih, prav tako v mestnem parku in pa v Evangeličanski cerkvi, ponedeljek in torek, 26. in 27. junij bosta rezervirana za smeh, prihajata namreč Ranko Babič z Krizo srednjih let, gre za stand-up nastop in pa potem v torek Uroš Kuzman v monokomediji Profesor Kuzman mlajši. Tukaj bi rada povedala samo to, da se bosta oba stand-upa zgodila na Grajskem dvorišču, kapaciteta tega dvorišča je omejena, zato bi že sedaj povabila gledalke in gledalce, da si zagotovijo brezplačne vstopnice. Ti bodo na voljo v Ticu Murska Sobota od 19. junija dalje in pa potem tista količina vstopnic, ki ostane tudi uro pred samim stand-upom na Grajskem dvorišču. Potem sreda, četrtek sta rezervirana za klasično glasbo, oba večera ob 19. torej koncerta v Evangeličanski cerkvi v Murski Soboti. Za koncertoma klasične glasbe pa se preselimo na Grajsko ploščad, kjer se bosta odvila folklorna večera Folkart. Naj povem, da prvi večer prihajata dve skupini, in sicer iz Češke in Kitajske, drugi večer v četrtek pa potem še folklorni skupini iz Bolgarije in pa Indonezije. Velja že sedaj povedati, pa bova tudi še kasneje, večina dogodkov je brezplačnih. Vsi dogodki so letos brezplačni, vsi dogodki v sklopu festivala Soboški dnevi 2023 so brezplačni, le za ta dva stand-up dogodka si je treba zagotoviti prav tako brezplačne vstopnice. Zdaj, tega programa je kar nekaj, rada bi povedala samo to, da so že vsi dogodki, opisi vseh izvajalcev objavljeni tudi na spletnih straneh festivala Soboški dnevi, Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in pa na spletni strani Visit Murska Sobota. Obveščamo pa tudi na Facebook profilih vseh teh spletnih strani, se pravi na Facebook profilu Soboški dnevi, pa Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in Visit Murska Sobota. Polonca, prejšnje leta ste imeli tudi kakšno zloženko tega letos je ali ni? Ja, vsa gospodinjstva v mestni občini Murska Sobota bodo prejela v sklopu Soboških novin tudi tak vložni list, kjer so opisani vsi izvajalci in pa celoten program, tako da nobeden ne bo imel izgovora, da je karkoli zamudil. Torej, vsi, ki naj dva gledajo, seveda, mogoče nekateri ne vejo, kaj so Soboški dnevi, kaj je Soboško poletje, ampak po Soboški dnevi se praktično tja do septembra nadaljuje Soboško poletje. Ja. Se pravi, z mesecem junijem se potem Soboški dnevi tudi zaključijo in pride čas Soboškega poletja in pa festivala Skrito dvorišče. Veliko veselje organizatorjev, bomo torej v našem mestu spet gostili številne koncerte, tudi lutkovno-gledališke predstave. Pred nami je 17. festival Soboško poletje in pa že 8. festival Skrito dvorišče. Čestitke. Ja, pomembna novost letošnjega festivala, kot sva že prej omenila, je to, da se predstave za otroke, ki se dogajajo ob sobotnih dopoldnevih, selijo na Grajsko dvorišče. Zakaj? Enostavno zato, ker je na Trgu kulture v teh sobotnih dopoldnevih poletnih izjemno vroče. Kljub temu, da smo se trudili to vročino omiliti s senčniki, so temperature še vedno previsoke in tudi na željo, na pobudo staršev se letos selimo na Grajsko dvorišče.
Soboško poletje sestavljajo torej petkovi večerni koncerti in pa sobotne dopoldanske predstave za otroke. Koncerti ostajajo na Trgu kulture, pa morda samo preletim program. Spet začenjamo z domačini, z domačimi glasbeniki, Prekmursko godbo Bakovci. Tokrat se jim pridružijo še solisti menda, ne? Tako, solista Nuša Titan in pa Damjan Kuzma, potem Marjan Farič, Tadej Žižek na harmoniki in pa Društvo prekmurskih mažoretk Bakovci. Potem vse se prične 7. julija ob 21. uri, koncerti v juliju se pričnejo ob 21. Potem v avgustu pa ob 20. Tudi to je že nekakšna tradicija. Tako. No, potem 14. julija nastopi Tinkara Kovač, ki osvaja poslušalce s svojim izjemnim glasom in pa seveda igranjem flavte. 15., 16. in 17. julij so rezervirani za koncerte udeležencev poletnega glasbenega tabora Glasbene mladine Slovenije. To se bo odvilo v dvorani Glasbene šole Murska Sobota. Koncerti bodo pa ob 19:30. No, petkovi koncerti se nadaljujejo 21. julija, Smooth Band z koncertom Aloha Elvis. Koncert bo zagotovo pravo doživetje za glasbene sladokusce. Naj povem, da bo za odličen nastop poskrbela nekoliko razširjena zasedba, ki interpretaciji prispeva dodano vrednost. In prav s tem projektom Aloha Elvis je skupina na 17. Evropskem festivalu Elvis v Bad Neuheimu v Nemčiji zmagala in osvojila laskavi naslov najboljšega izvajalca Elvisovih skladb, Elvisove glasbe v Evropi. Torej izjemna priložnost, da jih slišimo na našem odru. No, potem v petek, oziroma v torek, 25. julija, še en dogodek. Ta se bo odvil v gledališču Park ob 20. uri. Gre pa za sodelovanje s pobratenim mestom Ingolstadt. Mladi bodo pripravili gledališko plesno predstavo z naslovom Meet, Greet, Dance, Repeat. No, nadaljujemo potem z glasbo iz Kube, Estudiantina Ensemble. Spadajo med peščico tistih, ki še ohranjajo tradicijo te Estudiantina, študentske glasbe, študentskih glasbenih skupin. Te so bile v Kubi zelo priljubljene predvsem v prejšnjem stoletju. No, že smo v avgustu, torej koncerti se pričnejo ob 20. uri. 4. avgusta nastopi Andrej Šifrer, letos prav tako prejemnik zelo pomembne nagrade, in sicer Zlata piščal za življenjsko delo, in priložnost ga bomo imeli slišati torej na Trgu kulture v družbi zasedbe River Band, ki prihaja iz Gorenjske. Potem nastopi še istrska glasbena skupina Vruja, ohranjajo ljudsko glasbo in pa prepevajo, ustvarjajo glasbo tako v slovenskem, kakor tudi v hrvaškem in pa v italijanskem narečju. 18. avgusta nastopijo ABBA Mia Tribute. Gre za edinstveno skupino, ki preigrava seveda glasbo zasedbe ABBA. Ponesli nas bodo v čas disko krogel, svetlečih oblačil, torej 18. avgusta. No, potem pa čas za večer dalmatinske glasbe. Duje Stanišić prihaja, gre za prvega tenorja Dalmacije, šolanega opernega pevca. Svojo glasbeno pot je začel v dveh najboljših dalmatinskih klapah, Kambi in Maslina. Trenutno pa je vodja in pa prvi tenor v klapi Kožino. Tako bo potekalo soboško poletje. Imamo pa še nekaj dodati. Gre tudi za skrito dvorišče letošnje 2023, ki se malce res skrito, ne? Ampak tu pa res gre za glasbo na skritem dvorišču, nekaj posebnega in res za prave sladokusce. Ja, to je bolj, dogaja se v takem bolj intimnem prostoru, ne? Skrito dvorišče za hranilnico prekmurskih dobrot. Pa mogoče preden se lotiva tega programa, samo da ne pozabiva tega programa za otroke v sklopu soboškega poletja. Torej na grajskem dvorišču povedala bom samo nekaj gledališč, ki se nam letos pridružujejo. Predstave so, kot so bile vselej doslej, ob
10. uri, lokacija je torej le spremenjena. Prihaja pa gledališče Iz desnega žepka z Malomorsko deklico, Lutke Velenje s predstavo Nana Mala opica, pa Kroki in prijatelji, lutkovno gledališče Kon in pa lutkovno gledališče Frufru, zaklad Pokljuških škratov, po knjižni uspešnici Žige X Gombača, pridružuje pa se mu Albert Camlek, potem predstava Pujski so zakon, Lutke Velenje, tak čarovniški blues, kako je čarovnica pregnala lovce na zmaje, Krtek Zlatko ali kakec, ki je padel z neba, Hiša otrok in umetnosti, zaključujemo pa z domačo zasedbo Pupila iz Lendave, prihajajo z predstavo Sosedska. Vem, da bodo tudi otroci uživali v tako bogati vsebini. Prej smo govorila o teh zloženkah, za Soboško poletje in Skrito dvorišče, pa tudi knjižnico Pod zvezdami, o kateri bova še govorila. Zloženka bo prispela spet vsako gospodinjstvo v mestni občini Murska Sobota, tako da program boste lahko našli tam. Vse pa je tudi že objavljeno na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, tako da nič se bati. Skrito dvorišče, pred nekaj leti se je pridružila tudi Pokrajinska študijska knjižnica, za tole naslov Pod zvezdami, morda še. Ja, tako. Za začetek morda tudi na Skritem dvorišču, koncerti se pričenjajo v juliju ob 21. uri, v avgustu potem ob 20. Dva dogodka se bosta odvila tudi v soorganizaciji s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, dva večera literarno-glasbena. Bom mogoče potem malce podrobneje povedala, kdo bodo glasbeniki in kdo bodo literati. Še prej pa na kratko glasbeni program Skritega dvorišča. Pričenjamo 8. julija z domačim glasbenikom Dejanom Berdenom, profesorjem glasbe in pa izjemnim inštrumentalistom. Tokrat pa se mu pridružuje Urška Centa, plesalka, koreografinja, glasbena ustvarjalka, tako da en preplet glasbe in plesa se bo zgodil ta prvi večer na otvoritvi. Potem 15. julija nastopijo Prismojeni profesorji bluza, trenutno zelo priljubljeni, poznani. 22. julija Katja Šulc in band. Katja bo predstavila svoj 5. album, ki ga pripravlja in ga nekako posveča poeziji severnoameriških staroselcev. Zanimiv večer se obeta. 29. julija pa Irma, gre za kantavtorski projekt kitaristke Urške Supe in pa pevke Maše But. Projekt pa gradi nekakšen most spet med poezijo in glasbo. Avgusta 5. nastopi Daniel Kačja z organ triom, gre pa za glasbenike, ki prihajajo iz Hrvaške, Italije in Slovenije. Daniel Kačja pa je večkrat nagrajeni izjemni glasbenik in pa nominiranec tudi za prestižno nagrado Eco Jazz Awards za pevca leta. Potem še The Cover Girls, taka zanimiva zasedba, ki prihaja iz Avstrije, nas bo popeljala v čas Charlestona, taka divja, zagotovo morda tudi za kako zibanje z boki. In pa Tori Tango, prvi slovenski tango, spet glasbeniki, mednarodna zasedba, Avstrija, Argentina, pevka prihaja iz Argentine in pa Slovenija. Cikel pa zaključimo zasedbo Nubira, v kateri deluje tudi Sobočanec Nils Rošker, tako da prav lepo vabljeni tudi na zaključek v soboto 26. avgusta. Kot sva rekla, del Skritega dvorišča, torej tudi knjižnica Pod zvezdami, sodelovanje s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Prvi večer se bo odvil v juliju, to bo 27. julija ob 21. uri. Večer nosi naslov Kot bi luna padla na zemljo. Za glasbo bosta poskrbela Vlado Poredoš in pa Primož Siter. Svojo biografijo pa bo predstavila Milena Zupančič. Ta drugi večer, literarno-glasbeni, pa pride na vrsto 24. avgusta ob 20. uri v sklopu Dnevov poezije in vina. Za glasbo bo poskrbela Darja Švajger v sodelovanju z Jako Puciharjem. Prebirali pa bomo poezijo mednarodno uveljavljenih pesnikov in pa slovenske pesnice Barbare Korun.
Povem samo še to, da v primeru dežja bosta dogodka potekala v avli knjižnice. Ko govorimo o vremenu, moramo povedati, Polonca, da v primeru slabega vremena, kakšne odpovedi, upajmo, da ne bo, boste to ažurno obveščali, tudi preko spletnih strani, tudi drugače, ali sprememba lokacije, ali se bo kaj selilo mogoče v kak zaprti prostor, morda informacije o tem. Preden bova, kot je to že običaj, v deželi v Muri zaključila s kulinariko, po vseh dogodkih običajno radi kaj prigriznem, ampak to bo tudi vmes, ažurno boste informirali, če bi prišlo do kakšnih sprememb. Seveda organizatorji računamo in upamo na lepo vreme, upam, da se je zdaj izlilo in da prihajajo tisti bolj sončni in suhi dnevi. Če pa bo seveda prišlo do česarkoli, kakšne plohice, spremembe lokacije, programa ali kakorkoli, bomo ažurni na spletni strani Festivala Soboški dnevi, pa na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Obveščali bomo seveda tudi po drugih kanalih, na Facebooku in podobno in se trudili biti res ažurni, da bodo obiskovalci vedeli, kam priti in kdaj priti. Upam, da bo res lepo vreme, kajti tole junijsko vreme nas že malce zagodlo tudi z sočno vilico, ki bi morala že pravzaprav biti poprej. Ena je že za nami, če se ne motim, ampak 14 dni poprej pa vremenske razmere niso dopuščale tega, ampak tudi tu so novitete, pojavlja se več gostincev, ponudnikov vrhunske hrane. Slovenska ulica je tista sočna vilica, Ja, lahko povem, da to je 8. sezona Sočne vilice. Res smo otvoritev nekoliko zamaknili zaradi vremena. Pričeli smo 2. junija namesto 19. maja, nadaljujemo pa že ta petek, 16. junija. In ja, res je, kar nekaj novih ponudnikov. Naj naštejem samo nekaj teh: RG Bistro iz Gornje Radgone, pa Koraleo Bowls. Bine pripravlja take odlične, dobre riževe sklede z raznimi dodatki. Potem tudi domači glasbenik Goran Radulović s svojim Zmajevim vodnjakom in pa še kakšen v tem ciklu teh kulinaričnih dogodkov. Vračajo pa se seveda tudi stari, priljubljeni gostinci, ki so že stalnica naših teh sočnih vilic. Tako bo moč dobiti tudi langaš, pico in pa seveda kakšno dobro pivo, pa kozarček odličnega vina domačih vinarjev. Rada bi izpostavila tudi glasbo Sočne vilice. Zdaj vsak ta kulinarični dogodek spremlja tudi glasbo v živo, predvsem v popoldanskih urah. Ta petek nastopijo Blue Planet, potem pa skozi poletje še skupina Špirit, pa Izak Palma prihaja, tudi Žan Videc in pa tudi mladi glasbeniki z odprtega odra. Tudi tem ponujamo priložnost, da se predstavijo tudi na teh dogodkih v središču mesta. Polonca Đurek, hvala vam za obisk, za predstavitev. Vaši ekipi, ki je pripravila vse, da bo v Murski Soboti v poletnih mesecih, začenši že sedaj z junijem, dobra volja, smeh, zabava in da bodo ljudje zadovoljni, bodisi da gre za meščanke in meščane mesta Murska Sobota, bodisi za občanke in občane mestne občine. Tudi vsi ostali iz dežele ob Muri bomo z veseljem prišli na te dogodke. Hvala za današnjo predstavitev, vrhunska, kaj doreče Polonca, in veliko, veliko uspeha. Vam pa energije tako ali tako ne zmanjka. Hvala lepa za vabilo. Še enkrat vabilo vsem gledalcem in gledalkam na vse dogodke, ki so jih danes omenila. Ja, organizatorji pa si najbolj želimo sonca in pa seveda zadovoljnih obiskovalcev.